Tedaj so prišli k Jezusu iz Jeruzalema farizeji in pismouki in so rekli: Zakaj tvoji učenci prestopajo izročilo starih? Ne umivajo si namreč rok, kadar jedo. Odgovoril je in jim rekel: Zakaj pa vi prestopate Božjo zapoved zaradi svojega izročila? Bog je namreč rekel: spoštuj očeta in mater. In kdor preklinja očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. Vi pa pravite: kdor reče očetu ali materi, to, s čimer bi ti lahko koristil, je dar, temu ni treba več spoštovati svojega očeta. Tako ste razveljavili Božjo besedo zaradi svojega izročila. Hinavci, dobro je prerokoval o vas Izaija, ko je rekel: to ljudstvo me časti z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker kot nauke učijo človeške zapovedi. Poklical je k sebi množico in jim rekel: Poslušajte in doumite. Človeka ne omadežuje to, kar gre v usta, ampak kar prihaja iz ust. To omadežuje človeka. Tedaj so prišli učenci in mu rekli: Ali veš, da so se farizeji spotikali nad tvojimi besedami? Odgovoril je: Vsaka sadika, ki je ni usadil moj nebeški oče, bo izkoreninjena. Pustite jih. Slepi so. Vodniki slepi. Če pa slepi slepega vodi, bosta oba padla v jamo. Peter je odvrnil in mu rekel: Razloži nam to priliko. On pa je dejal: Kaj ste tudi vi še vedno nerazumni? Mar ne uvidite, da gre vse, kar prihaja v usta, v želodec in se vrže v greznico? Kar pa prihaja iz ust, pride iz srca in to omadežuje človeka. Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve. To je tisto, kar omadežuje človeka. Jesti z neumitimi rokami pa ne omadežuje človeka. Jezus je odšel od tam in se umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kanaanska žena iz tistih krajev in vpila: Gospod Davidov sin, usmili se me, mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: Tako je, gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel ji je: O, žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravela tisto uro.
Jezus se je odpravil od tam in prišel k Galilejskemu jezeru. Šel je na goro in tam sedel. Tedaj so prišle k njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe, pohabljene, neme in še veliko drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil, tako da se je množica čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo, pohabljeni postajajo zdravi, hromi hodijo in slepi vidijo. In poveličevali so Izraelovega Boga. Jezus je poklical k sebi svoje učence in rekel: Smili se mi množica, ker že 3 dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Lačnih pa nočem odpustiti, da na poti ne omagajo. Učenci so mu dejali: Odkod naj v puščavi vzamemo toliko kruha, da nasitimo tako množico? Jezus jim je rekel. Koliko hlebov imate? Dejali so: 7 in malo ribic. Tedaj je velel množici, naj sede na tla. Vzel je tistih 7 hlebov in ribe, se zahvalil, razlomil hlebe in dajal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili. Od koščkov, ki so ostali, so nabrali 7 polnih koščkov. Teh pa, ki so jedli, je bilo 4000 mož brez žena in otrok. Ko je množice odpustil, je stopil v čoln in šel v magadanske kraje.